Živjo otroci, moje ime je Jure in danes vam bom prebral pravljico z naslovom Kdo je pravi lev? Napisal jo je angleški pisatelj Ed Weir. Gre pa takole. Svet je poln zamisli. Velikih, majhnih, dobrih, slabih. Nekateri mislijo tako, drugi drugače. Nekateri trdijo, da si lahko lev le na en način. Takole rečejo. Levi so divji. Če te ujamejo, te požrejo. Hop, hop, hrust. Pravijo, da ne znajo biti prijazni. Tako govorijo zato, ker niso srečali Leonarda. Leonard se rad sprehaja sam. Všeč mu je sonce, ki mu greje hrbet, in trava, ki mu boža tačke. Leonard se večkrat povzpne na svoj hrib za razmišljanje. Včasih razmišlja o pomembnih stvareh in drugič sanjari. Vmes si tiho brunda in se igra z besedami. Sestavlja jih prestavlja in iz besed ustvarja pesmi. Nekateri bodo ugovarjali: Stoj, levi niso prijazni, levi ne pišejo pesmi. Če lev sreča račko, hitro dvigne tačko, hop, hop, hrust. Če Leonard sreča račko, že veš, kaj se bo zgodilo? Dober dan, je rekel lev. Jaz sem Leonard. Dober dan, je odzdravila račka. Jaz sem Marjana. Pesmi pišem, je dejal Leonard. A nimam navdiha, bi mi pomagala? Srečo imaš, je rekla Marjana. Sem pesniška račka izbrana. Skupaj sta se igrala z Leonardovimi besedami in stekle so in se izlile v pesem. Leonard in Marjana sta postala prijatelja. V soncu sta skupaj ležala v visoki travi, se igrala, med sprehodi sta živahno razpravljala in izmenoma gagala ter tiho rjovela. Zvečer sta gledala zvezdne utrinke in upala, da se jima bodo želje izpolnile. Misliš, da ima vesolje konec? Je zagagala Marjana. Če ga ima, je menil Leonard, bi lahko padli čez rob. Skupaj sta bila srečna, ničesar drugega si nista želela. Nekateri bodo rekli, da bi moral lev do sedaj že pohrustati račko. Nekega dne so se jima v lovu na plen približali 3 divji levi. Kaj se dogaja? So zarenčali. Zakaj nisi pohrustal te račke? Ime ji je Marjana, je odvrnil Leonard. Moja prijateljica je in nihče je ne bo pohrustal. Divji levi so ju obstopili. Slišali smo, da si prijazen. Slišali smo, da pesniš, ampak da ne pohrustaš račke, to je pa že preveč. Divji levi so renčali in rjoveli. Lev si lahko le na en način. Leonard, moraš biti divji. Divji moram biti, se je vprašal Leonard. Torej, moram postati drugačen. Motijo se, je zagagala račka Marjana. Dokazala jim bova. Odšla sta na svoj hrib za premišljevanje. Dolgo sta tuhtala. Potem je Leonard začel brundati in zamisel se je rojevala. Marjana je zagagala resno, ga, zamisel je rasla. Sestavila sta besede, jih prestavila in prelila v pesem, ki je govorila o tem, kar sta razmislila. Bila sta pripravljena. Leonard je zajel sapo. Ni treba rjoveti, če si v resnici dober prijatelj čebeli in ptici. Ste rekli, da moram Marjano pojesti? Do bližnjega hočem prijazno se vesti.
Nihče naj ne reče, da ena resnica na svetu živi. Do tega, da taksi, kakršen si, vodijo mnoge številne poti. Izberi si tisto, ki ti leži. Vsak naj potuje tja, kamor želi. Nekateri so prepričani, da besede ne morejo spremeniti sveta. Leonard pravi, da nas učijo misliti in da je zato svet vendarle drugačen. Si torej lahko lev le na en način? Ne bi rekel. Pa ti?